Samozdravilni reiki, kateri je tako nekaj zelo pomembnega. In ko smo imeli prejšnjo skupino, je se zgodilo na sami skupini toliko ene zdravilnosti, toliko enih pobožanih čustev. In ta reiki je bil skanaliziran skozi mene zaradi tega, ker se zelo čustveno potrebuje. To je reiki, ki podpira in ti pomaga, če imaš občutke krivde, samosabotaže, če ne razumeš, zakaj se drugi ljudje obnašajo tako, kot se obnašajo in tako dalje. Če ti je včasih res čustveno težko, sploh če si empat ali pa senzibilno bitje, to je vse samozdravilni reiki. In včasih se ljudje sprašujejo, ali je samozdravilni reiki ali pa ena taka delavnica, enkratna delavnica zame ali ne. Pa naj ti tokrat olajšam to odločitev. Pripravila sem ti eno vsebino in ta vsebina, jaz nekako, bila je torej posneta na tečaju, je iz te delavnice en tak manjši odsek in zdaj sem ti ga pripravila zato, da lahko ti to poslušaš, zato da te duša lahko pokliče in reče, točno to potrebujem. In če potem ugotoviš, da to potrebuješ, te vabim, da se nam 26. pridružiš, torej en tak lep večer, oziroma 2 večera sta, torej imeli bomo ponedeljek pa sredo, da se nam pridružiš na spletu in da si samozdravilni reiki privoščiš sebi, ker si ga zaslužiš. Sedaj pa si le oglej vsebino. Bolj, ko ti sebe razdajaš, delaš, razumeš? Ta oseba, ponovadi se gre za odnose, če smo iskreni tule, ne bo nikoli tebi tega vrnila, ker mu ni treba. Da ti je, ko on skozi dobiva dovajanje od tebe, dovajanje, še več. Zakaj, če ima toliko za sebe, bi karkoli dal? Se on je čist nafilan, zakaj bi karkoli hotel vrniti? Zakaj? Ni logično. Dej še. Ljudje mešajo jabolka in hruške. Da ti bom nekaj povedala. Ljudje ne opazijo, kdaj so v presežku tega, da dajejo in da pač nimajo tega vračanja. A ne? Ko začneš to delati, temu rečemo samosabotaža. Zaradi tega, ker se načrtno odločaš, da bo tvoj outcome večji kot inkom. In potem ljudje rečejo, a ne, dobro, to je treba zelo dobro razumeti, ja, ampak zdaj, če pogledaš, veš, Kristi, kakšne inspirativne zgodbe, a ne, a veš, Kristi, iz preteklosti, ker so kakšni ljudje, so, a veš, v bistvu Kristi tako imeli, so ful dali ven, pa so dobili pa veliko nagrado. Treba je paziti, o čem ti to razmišljaš, to drži, ampak je treba vedeti, za katero področje to drži. Samo za področje življenjskega poslanstva. Življenjsko poslanstvo je treba zelo dobro razumeti. Če ti daješ ogromno časa, ogromno energije, ogromno denarja, tudi če se malo zapufaš, v življenjsko poslanstvo, ga hočeš delati, življenjsko poslanstvo, karkoli že za to ljudi je, ja, in si ful priden in rineš in daješ in rineš in daješ in daješ in rineš in rineš in daješ, ja, prej ali slej se ti bo to vrnilo v finančnem smislu in uspehu. Ampak vrača se ti pa že prej. Zakaj se ti recimo pri razdajanju življenjskega poslanstva nikoli ne izčrpaš? Zaradi tega, ker te sproti polni. V takem primeru ljudje lahko dajejo ven več energije, torej fizičnega dela, kakor prejemajo nagrad, ne vem, finančnih, zaradi tega, ker ko ti delaš poslanstvo, je to tak nivo sreče, je to tak nivo, razumeš, te neke vzhičenosti, da se matematika ujame. In finta je v tem, da padeš torej v začaran krog, samosabotaže takrat, ko se v podzavesti ti prepričaš, da moraš dovolj dolgo nekaj dajati, zato da ti bo končno pol potrdilo, lej, res si dober, res si zaslužiš. In do tega ne pride.
ljudje, ki to počnejo in počnete, recimo, jaz bom kar iskrena, mogoče fantje to malo manj počnejo, recimo punce, ki se borijo, tam je ful najboljša, ki se borijo za ljubezen partnerja. On jo ignorira, nikamor jo noče peljati, ne pogovarja se z njo, ona pa, a veš, ona njemu dokazuje, da bo na koncu vredna, da jo on vrne čas, pa pogovor, karkoli že pač išče. Kuha mu, lika mu, pere mu, vse dela, perfekt punca je, perfekt partnerca je. Idealna je. Ok? Dokler pač ni. A veš? In finta je v tem, zakaj, če ti nekomu neki tok v presežku daješ, po kateri logiki v 80% taki ljudje tebe nočejo obdržati. Ni logično. Ni logično. Ni in ni. Ni logično. Zaradi tega, ker te ljudje imajo tudi zadnji duše, če vidijo, da se ti to dogaja, ti bojo prej a slej, se ti bo nastavila neki blokada, zato da te ustavi pri tem delanju. Razumeš, ne moreš tega početi. Enostavno tvoja energija na tem planetu, kakorkoli veliko imaš, je omejena. Samo sabotažo delaš zaradi tega. Kje se pa rodi ta samosabotaža? Ponavadi se rodi nekje v preteklosti enkrat. In potem gre, tako kot veš, imaš nek klopčič volne in jo vržeš in se potem ta klopčič razpeleta. Samo da to je en tak velik klopčič. Nekje v preteklosti, ponavadi se to zgodi v otroštvu, ponavadi, ampak izjeme potrjujejo pravila, je nekdo neki rekel in naredil kontra temu, kar si ti dala. Torej, ti si dala ven ljubezen, maksimalni trud in nekdo ti je nazaj rekel in tle te je postavil na napačno mesto, da to ni dovolj dobro. Ker je bil to tvoj maksimum in ni bilo dovolj dobro, si se ti začel truditi še več, ker si od tega človeka pričakoval, da bo enkrat rekel, dosti dobro je.